Ja, v tej naši kulturni dvorani, v kulturnem centru, se najbolj spominjam, da sem v zadnjih letih v bistvu doživel ene par zanimivih predstav. Ena izmed teh, recimo, ki me je najbolj navdušila ali pa pustila tak pečat, je bila predstava Tesla. Zelo me je v bistvu fascinirala ta laserska predstava in pa predstava s svetlobnimi efekti. Zelo mi je bilo tudi zanimivo, ker je nastopajoči igral na laserske žarke. Tako da to na splošno me tematika Nikole Tesle, sploh v domačem okolju, na tak abstrakten način me je zelo očarala. To, kot drugo, bi izpostavil malo bolj v bistvu sodobno ali pa ne toliko dolgo časa nazaj je bila recimo Salome, je nastopala svojo predstavo Iznenada Salome. Všeč mi je bilo, da ste odprti do vseh v bistvu idej, vseh žanrov in da je pač ta prostor litijski svoboden, odprt za vse umetnike in ljudi. In predvsem ta predstava mi je bila všeč zato, ker je nek vrtiljak čustev, ker je v bistvu tako od smeha do kako solzo smo potočili, do tega, da te pač da neko retro perspektivo ali pa neko zavedanje v tem življenju, kako se lahko življenje zaplete in hkrati odplete, če stremimo k temu. To. Potem tretja točka je bila pa recimo tale kulturna proslava ob Prešernovem dnevu, ki ga je organizirala občina Litija. To je bilo letos, se pravi na predvečer. In se teh prireditev občinskih na splošno redno udeležujem, tudi kulturnih proslav, če le mogoče. In tudi pač zanimivo je videti nek, bom rekel, prostor, ki je tudi lahko lokalno, politično oziroma družbeno obarvan, se različne sfere medsebojno prepletajo. In ker sem že omenil recimo politiko, bi izpostavil tudi, da tudi občinske proslave 16. junija so redno se odvijale v tem prostoru, v tej naši kulturni dvorani. Hkrati pa bi si tukaj recimo zaželel, da bi v bodoče ta kulturni center dobil neko obsežnejšo, celovito prenovo, ker se mi zdi, da Litija kot mesto potrebuje bolj reprezentativne konferenčne prostore, tudi protokolarne, da lahko recimo povabimo najvišje državne predstavnike in nas ob tem ne bo sram. In hkrati je to, bom rekel, jaz kot strokovni v bistvu vidik bi izpostavil, da je to možno tako na tej lokaciji, ker vem, da so bile arhitekturne ideje že udejanjene na tem lokaciji v bistvu parka na stavbah oziroma stavb, da se objekt razširi, obnovi in modernizira. Ali sam osebno menim, da bi bilo to možno tudi kje znotraj središča mesta Litije. Se pravi, ker to je dejavnost, ki je javnega značaja in v bistvu spodbuja in vabi ljudi, razni spekter, podobno kot knjižnica, kot šole, kot gimnazije ali pa druge recimo javne ustanove. In bi to lahko recimo bilo tudi v centru mesta, recimo ob kaki novogradnji. Zelo si bom drznil omeniti, recimo objekt Centrum Merkurja bi bil primeren za neko mestno hišo, kjer bi dobili v bistvu nek litijski skupnostni prostor. Mogoče bi omenil še ta vidik, da se mi zdi kot Litijanu, da so v bistvu neke kulturne ustanove, dejavnosti javnega značaja precej razdrobljene. Recimo, in tako imamo mladinski center, kulturni center, potem imamo razne manjša društva, ki so razpršene po tako desnem kot levem bregu. In po mojem mnenju bi za nek kulturni preporod Litije potrebovali nek večji kulturni dom, se pravi nek center, ki bi združeval različne žanre kulture, tudi mogoče kakšno malo nenavadno športno ali pa bom rekel družbeno aktivno, se pravi dejavnost, ki bi v bistvu znotraj nekega kompleksa na podoben način, kot je v bistvu Cankarjev dom, združeval tako storitvene dejavnosti kot kulturno-izobraževalne in tudi mogoče turistične dejavnosti. Hkrati pa pogrešam, to je pa eden izmed elementov
kulturnega centra tako ali bo ostal na tej lokaciji ali bi se v bodoče kam preselil in razširil, moderniziral, torej, da bi novi kulturni center Litija mogel imeti 24 ur ali pa vsaj 365 dni na leto odprte prostore, vsaj z nekimi storitvenimi dejavnosti, kot so kavarne, bifeji in pa zunanjim parkom.